Gledalci vsi, veliki, mali, ki ste se danes tukaj zbrali. Ušesa kar se da napnite, na oder svoj pogled uprite. Miklavžev god se približuje, z veseljem vsak ga pričakuje. Na praznik svoj dobrotnik sveti, z darili rad nas preseneti. Pa se zgodila je nesreča, saj sreča res jo poteča. Bolezen se ga je lotila, na posteljo ga priklenila. A kaj potem se je zgodilo? Se v igri zdaj vam bo razkrilo. Pozorno zgodbi tej sledite, da se z nje kaj naučite. Le kje danes hodijo otroci? Učimo se igrico za Miklavža. Še nekaj dni, pa jo bomo zaigrali otrokom iz naše župnije. Ampak, če igralcev ne bo na vaje, bo šlo bolj za nič. Res čudno. Vedno so bili točni. Danes pa jih čakam že 10 minut. Nekaj ropota pred vrati. Morda so pa le prišli. Dober dan, dober dan. Ja, kje pa hodite, otroci? Ali se nismo zmenili za točnost? Oprostite, imeli smo športni dan. Šele zdajle smo se vrnili. Takoj so prišli na vaje. Še za malico ni bilo časa. No, sta že pridni. Kaj pa Rok? Ali bo prišel? On je vedno bolj počasen. Dober dan. Nisem mogel hitreje. Mama je hotela, naj se preoblečem in nekaj pojem. Glejte, tole pismo sem našel pred vrati. Tole so pa bolj slabe novice. Piše nam Miklavž iz nebes. Poslušajte. Dragi prijatelji, vesel sem, da se tako lepo pripravljate na igrico, ki jo boste zaigrali, preden pridem obiskat otroke. Pa ne vem, kako bo leto z mano. Kašljam in gripa se me prijema. Ne verjamem, da bom do svojega godu zdrav. Druga nerodnost so nebeški računalniki. Pokvarili so se in sedaj moramo vse računati na pamet. To pa gre zelo počasi. In še nekaj. Nagajajo nam parkeljni. Pokradli so nam pošto in pomešali pisma, ki so jih pisali otroci. Kako naj sedaj ustrežem njihovim željam? Vseeno upam, da se bo vse lepo in prav uredilo. Morda bi pa lahko tudi kdo od vas kaj pomagal. Če ste pripravljeni, mi sporočite. Lepo vas pozdravlja, vaš Miklavž. To so pa nerodne stvari. Sem mislila, da v nebesih nimajo nobenih težav. Sedaj pa vidim, da jim ravno tako lahko gre kaj narobe. Miklavž nas je vendar prosil za pomoč. Jaz ne znam prav veliko. Ampak moja mama bi lahko pomagala, saj je zdravnica. Miklavžu bo z veseljem dala kakšna zdravila. Poslušajte samo, kako skrbi za moje zdravje. Si v šal zavi. Pazi na glasilke svoje in tako ne vpi. Pazi na glas
polni bolh in klopov, pojdi rajši stran. Opominja in svari me ves preljubi dan. Opominja in svari me ves preljubi dan. Zrak nečist je onesnažen, človek se duši. Saj bacilov in bakterij v njem kar mrgoli. Z virusi okuženi smo zdaj že skoraj vsi. Z virusi okuženi smo zdaj že skoraj vsi. Ni več vode, da bi žejen jo z užitkom spil. Človek od strahu in groze bi najrajši vpil. Pravzaprav zares je čudno, da še sploh sem živ. Pravzaprav zares je čudno, da sem sploh še živ. Bravo! Krasno! Ona bo hitro pozdravila Miklavža. Ampak, kaj bo z nebeškimi računalniki? Če so pokvarjeni, bo nastala strašna zmeda in zamuda. O, to pa lahko uredi moja mama. Ne popravlja računalnikov, pač pa zna imenitno računati. Je profesorica matematike. Meni pa računanje ne gre. Mama je zaradi tega vsa nesrečna. Znam množiti 3x3, vem kako se 6 deli. In seštejem 2 plus 2, več pa v glavo mi ne gre. Mama puli si lase, kaj storila sem gorje, da nesrečna moja hči pred številkami beži. Števil, matematičnih pravil, Evi ne pomeni nič, čuden je ta moj deklič. Bravo! Lepo! Tvoja mama bo računala namesto računalnikov in tako bomo rešili že drugo zadrego. Ostanejo nam še parkeljni. S temi pa ne bo tako lahko. So strašno grdi in hudobni. Otroci se jih bojijo in pred njimi bežijo. Tudi vi jih raje ne bi srečali, kaj ne? Res je, mene je kar strah, kadar jih slišim. Ampak moj očka, on je velik in močan, pa še tak poklic ima, da se nikogar ne boji. Veste, moj očka je policaj. Moj očka je policaj. Moj očka je policaj. Za red in mir skrbi in lopove lovi. Moj očka je policaj. Moj očka je policaj. Pretir in hudo kri prav hitro pomiri. Moj očka je policaj. Moj očka je policaj. Piščalko ima v rokah, nikogar ga ni strah. Moj očka je policaj. Moj očka je policaj. Ko zvišč se oglasi, promet kar obstoji. Moj očka je policaj. Moj očka je policaj. Ne boj lomilcev se, saj očka čuvate. Moj očka je policaj. Moj očka je policaj. Ja, saj nam sploh nič ne manjka.
Za vse bodo poskrbeli vaši starši. Mi pa se bomo lahko v miru naučili igrico. Najprej ponovimo tisto pesmico. Govori o tem, kaj vse nam bo prinesel Miklavž. Kaj bo? Kaj bo? Ljudje nam ne verjamejo več. Mladina nas ne posluša. Ojoj, nihče več ne veruje v naša globoka prizadevanja za rešitev duš. Če bo šlo tako naprej, bo pekel brez njih, torej prazen, sploh. Barabe nič vredne, lenuhi potepinski, samo greli bi se radi. Kdo bo pa duše lovil? Pa se mi takoj poberete in greste na svet, med ljudi. In veliko mi jih pošljite sem gor. Drugače bom vas cvrl in pekel, kot nismo še nikoli nikogar. Muzikus, kaj si uspel narediti zame?
tam dol na zemlji. Gospod Lucifer, poglej, harmoniko sem iznajdel in zdaj ljudje plešejo in norijo. Gotovo jih bom veliko ulovil nanjo. To ni nič. Plesali so že Judje, za časa Davida, pred mnogimi leti. Pa zaradi tega nismo imeli v peklu nobenega prometa. Kaj pa ti, pijanus? Si imel ti kaj več sreče z nabiranjem duš? Velečrni in preprežgani moj gospodar, gostilno sem odprl. Točimo samo žganje in ostale alkoholne zvarke. Moške duše se v njej drenjajo iz dneva v dan. Še celo ženske sem uspel nagovoriti, da pijejo in jim s plesom delajo družbo. Zelo zabavno je dole in upam, da bo tudi trgatev za nas obilna. To ni kaj posebnega. Že Noe je pil, ko je delal ladjo. Pa v Kani Galilejski so tudi pili. Pa je bila v peklu prav takšna suša, kot je sedaj. Kaj drugega si boš moral misliti? Kaj bolj menažerskega? Glej no, glej. Ti izkus. Je šlo tebi kaj bolje od rok in nog? Gospodar vesoljnega pekla, gospodar vsega podzemlja. Dolgo sem mislil in tuhtal, kako bi rešil pekel iz krize. Le kako. Upsa! Pa sem si izmislil. Postavil sem veliko tiskarno in potem veliko teh po vsem svetu. Najel sem trume fotografov in jih razposlal okoli. Naj fotografirajo vse, kar najbolj ugaja človeškim očem. Bolj, ko je nespodobno, lepše naj ujamejo objektiv. Potem pa sem naročil čredam časnikarjev. Naj vsem fotografijam dodajo take zgodbe, ki jih ljudje najraje slišijo in berejo. O poznanih zaljubljencih, o propadlih ljudeh, o roparjih, morilcih, mafiji, o nadvse poštenih in zaupanja vrednih politikih, na katere se lahko zanesete, o filmskih igralcih in o lepih igralkah, ki se skoraj vsak mesec na novo in na novo poročajo in ločujejo. O novih in dragih avtomobilih, jahtah, motorjih, prekomerni kozmetiki in o nedostojnih modnih oblačilih. Skratka, vsa podrobnost. 300 kosmatih hudičev. Dobra volja je najbolja. In ne 300, kar 3000. Če ne, 3 milijone. Čakaj. Raje 3 milijarde hudičev. Če ne še več. To bi pa bil pekel, ker bi imel svoj smisel. Za telo in duha. In kako kaj kaže? Vsi najeti dobro opravljajo moje zahtevane naloge. Večina ljudi dobesedno razgrabi ponujene izdelke. To niti ni branje, to je požiranje tiska z očmi. Boš videl, gospodar, kmalu bo tukaj gneča.
Tudi vsi hudiči pekla ne bi mogli bolje narediti. O, pa bi. Pa bi. Kje si? Kdo si? Prikaži se takoj pred mano. Tukaj sem. Jaz sem. 300 kosmatih. Pardon, en sam kosmati hudič. In to Filmus. Jaz sem gospodar. Vedno tvoj ponižni sluga. Moja iznajdba je čez noč preplavila svet. Iz nekaj stekla, kupčka mikroelektronike in s pomočjo našega dragega tiskusa sem uspel narediti hudičevo zrcalo, v katerega buli staro in mlado, noč in dan. Poglej! Wow! Fancy! Cool! Ful dober! Kva dogaja? Pa to še ni vse. 2 muhi na en mah. Prva je televizor. In ko se zdolgočaseni ljudje najejo telehrane, se usedejo pred računalniške monitorje in nadaljujejo z internetno slaščico. Ta pa jim prinaša brezmejne užitke, ki so tudi glavni pogoj, da imajo možnost stopiti v naš legendarni kraj. Pekel! Čestitam, Filmus! Čestitam! Mislim, da se nam približujejo velike množice častilcev. Muzikusa, pijanusa, tiskusa in meni najdražjega Filmusa. Filmus, ti si pa res tičak. Ti si pa res pogruntal čudovito iznajdbo. Zanjo te takoj povišam. Odslej boš tu v peklu prvi za menoj. Zdaj pa se malo poveselimo, vražiči. Dobro delo ste opravili. Vsega vam dam na razpolago, kar si želite. Upam, da bomo za vas plevel, ki ste ga posejali, kmalu nagrajeni z bogato žetvijo. Gledate na dno pekla. Roče je, tu peklinsko roče je. Parkelni, hi, 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 mi smo strašni parkelni. Ti se boste pekli tu.
moji, veste, kaj se bo zgodilo sedaj? Sem kaj, v sveti Miklavž prišel, vas pozdravil in vam kaj lepega zaželel. Mogoče, da pridem darilo dobim. Nikoli ne ve se, kaj se zgodi. To nas zelo veseli. Darovi so vedno dobre stvari. Toda, ali jih tudi lumpi dobe? Lažnivci, nagajivci gotovo jih ne. Ne, takim prav nič ne prinese. Darila le pridni otroci dobe. Oj, vedite, dragi prijateljčki moji, darila prav kmalu dobijo prav vsi. Res je, saj sveti Miklavž vsem prav dobro želim. Pridne pohvali, poredne pokara, na koncu pa vsem darila potala. Otroci se vsi zveseli, ko lepa darila dobe. Pridni darila dobe v zahvalo za svoje lepo obnašanje in delo. Poredni pa jih dobe v opomin, da obžalujejo vse svoje nerodnosti. To je zvonček svetega Miklavža! Prijateljčki moji, vsak čas bo tu. Zapojmo in zaplešimo mu pozdrav. Le dajmo. Približal se je slavnostni večer, ko zapustimo sveto domovanje. Prinašamo vam srečo, radost, le pridnim lepih zlobnim črnim vragom, a vsem le dobre zdrememo, zapišemo njih dela v zlato knjigo. Ljudje nesrečni so iz dneva v dan. Vsako leto pot poišče, ki na zemljo ga pripelje.
Vse otroke rad obišče, jim izpolni skrite želje. Knjigo si seboj prinese, vanjo angelček se viden svetle zvezdice natrese in napiše, kdo je priden. Kdo rad staja, hodi spat, vedno v Boga moli rad. Kdor nikoli ne nagaja in marljiv zares je v šoli, pri verouku in pridno moli, ta dobi darilo lepo. Drugim palico rogato parkelj dal bo za plačilo. Od Miklavža pa dobil rožiče bo, 3 fige in svarilo. Splača se potruditi malo, majhne žrtvice sprejeti, opustiti lastno hvalo in žarevati skromnost in zahvalo. Vse, prav vse se bo obrestovalo in z darili vas osrečevalo. Sveti Miklavž, ali si že zdrav? Jaz pa sem ti mislil poslati mojo mamo, da bi te pozdravila. Kaj pa nebeški računalniki? Jih ne bo treba zamenjati? Moja mama pa tako rada računa. In kaj je s parkeljnik? Ravno prej so bili tukaj. Ne bodo več nagajali? Dober večer, dragi otroci. Lepo, da ste skrbeli zame. A se je vse obrnilo na bolje. Jaz sem spet zdrav. Ko sem videl vašo dobroto, sem se takoj bolje počutil. Igrače in sladkarije smo nabavili kar brez računalnikov. Saj v nebesi gredo te stvari malo drugače. Parkeljni pa so tudi obljubili, da ne bodo več nagajali. Samo tiste poredne otroke bodo še malo prestrašili. Drugače pa ne bodo več delali zgage. Dragi otroci, vesel sem, da sem lahko spet prišel k vam. Vidim, da ste me že nestrpno čakali. In vem, da nestrpno čakate tudi moje darove. Ste si jih zaslužili? Ste bili pridni? Ste bili pridni? Ste ubogali svoje starše? Ste vse izpolnili, kar ste mi lani obljubili? Dragi otroci, sedaj le bom prišel med vas
in vam bom razdelil skromne darove. Če pa boste še naprej pridni, pa vas nocoj še enkrat obiščem.